Lazareviča, da nam nekako pozdrav nameni prav nekaj besed. Tako da, doktor Lazarevič, prosim. Hvala lepa za besedo, Dunja. Jaz sem nekako že kar aboniran na tele pozdravne govore. Vsakič imam občutek, da se od mene pričakuje, da bom povedal kakšno modrost. Upam, da se bom vsaj približil temu. Ta konferenca je na nek način nadaljevanje lanske. Seveda je pa jasno, da greš čisto nekega drugega izhodišča. Če je bilo lani v interesu našega zanimanja voda kot taka, ali raje rečeno velikokrat njeno preupilje, je seveda letos drugače. V ospredju je pomanjkanje vode. Zdaj, oba pojava, presežek in pomanjkanje, seveda združuje en element, to je voda, ampak enkrat jo je preveč, drugič pa premalo, in zaradi tega seveda ljudi boli glava v obeh primerih enakomerno. V enem od časopisov iz 19. stoletja sem zasledil en izrek, občasno, kadar še me naletim, si jih zapišem, da so kmetje takrat opozarjali, da jim toča uniči četrtino, suša polovico, slana pa 3/4 pridelka. Kar pomeni pravzaprav, da vsakič imajo težave z vodo. Samo da je ta voda vsakič v drugem fizikalnem stanju. In posledice pa so seveda enake. In s tem seveda takoj odpremo vprašanje, da vsaka voda je sicer naraven pojav, naraven element, ampak sobivanje z njo ima pa zelo velike posledice na družbo. In zdaj, voda je seveda stališča pomena za družbo najbrž enaka ali pa celo večjega pomena kot energija. Energija je itak temelj vsake družbe in tudi ta zeleni prehod, o katerem toliko govorijo, ni nič drugega, kakor ena sama navadna energetska tranzicija, ki jo je človeštvo dalo že kar nekajkrat skozi. Suše so seveda tukaj specifične. Malo se govori o tem, da so suše pravzaprav eden najbolj razdiralnih in pa pojavov in pa seveda tudi pojav med naravnimi nesrečami, ki prizadene največje število ljudi, globalno in pa tudi lokalno. In seveda same suše imajo velike neposredne in posredne posledice na družbo, na ekonomijo, tudi na naravo, spreminjajo spreminjajo ekosisteme in podobno. In suše se seveda pojavljajo v vseh vrstah podnebja. Ni podnebja, ki bi bilo imuno na suše, se pa seveda razlikujejo po svojih oblikah, po svojih posledicah, kar pa je odvisno od strukture posameznih regij, tako narave kot seveda tudi družbe in njene organiziranosti. Ko sem se pripravljal na ta govor, sem seveda bil tudi sam presenečen, da nekako neke nedvoumne definicije suše ni, ampak gre za več različic, ki krožijo med strokovnimi krogi. Vse na koncu jih lahko zvedemo na eno, tako kot vsako stvar z določeno mero posplošitve, ampak vendarle, če se jih nekaj pogledamo, Svetovna meteorološka organizacija, tukaj se naslanjam na nekaj mednarodnih organizacij, kajti potem se to, kjer nastane neke vrste konsenzi, se potem prenese med ljudi, sušo opredeljuje kot trajno in dolgotrajno pomanjkanje padavin. Ampak seveda s tem odpira veliko problemov definicije trajnega, dolgotrajnega in pa pomanjkanja, ker je vse to zelo lokalno, različno in ga je težko posplošiti. Druga organizacija, Združeni narodi oziroma njihov oddelek ali konvencija, ki so jo izdali v 90. letih, piše, da je suša naravni pojav, ki obstaja, ko je količina padavin znatno nižja od običajnih zabeleženih ravni, kar povzroča resna hidrološka neravnovesja, ki negativno vplivajo na proizvodne sisteme in zemeljske vire. Se pravi, ta definicija je pravzaprav zelo široka, hkrati, kar je pa zelo pomembno, tudi že na nek način opredeljuje tipologijo suš, ki jo bom še predstavil v nadaljevanju. Svetovna kmetijska organizacija, seveda, kmetijstvo samo je zelo odvisno od vode, sušo opredeljuje seveda svojega stališča kot obdobje, ko pridelek propade zaradi pomanjkanja vlage. Če gremo bolj v strokovne definicije, ne da bi seveda zanikali, da so pri sodelovanju teh definicij
prejšnjih podanih definicij sodelovali strokovnjaki, pogledamo enciklopedijo podnebja in vremena, sušo opredeljuje kot neko podaljšano obdobje, to je lahko 1 leto, 2 leti, eno samo sezono znotraj leta, karkoli, se pravi podaljšano obdobje pomanjkanja padavin glede na statistično večletno povprečje za regijo, določeno regijo. In zdaj, ko vse te definicije skušamo dati v neko rdečo nit, lahko rečemo, da je suša neko začasno obdobje, ki traja dovolj dolgo, da povzroči neravnovesje v hidroloških razmerah in družbenih dejavnostih. Se pravi, to je neka najbolj možna posplošitev, ki lahko združi vse te definicije. Zdaj, če so definicije suš lahko pravzaprav različne, glede na različne interese ali izhodišča posameznih strok, pa so pri tipologiji suš lahko bolj ali manj govorimo o soglasju. Imamo meteorološke suše, hidrološke suše, kmetijske suše in pa socialno-ekonomske suše. Vsaka se seveda razlikuje v svojem bistvu in začetku. Meteorološka suša se osredotoča zgolj na pomanjkanje padavin v nekem določenem časovnem obdobju in seveda regiji, geografski enoti, in merska enota za določene te suše je raven padavin. To je odstopanje ali navzgor, ali potem pride do poplav, ali navzdol v primeru suš od dolgoletnih povprečij. Ta povprečja so definirana v različnih deželah različno. Hidrološka suša je povezana seveda z pretokom površinskih voda in pa z ravnijo podtalnice. In seveda tukaj je jasno tudi merska enota, se pravi pretok vodnih virov, zaloga jezer in podobno, na drugi strani raven podtalnice. Veliko bolj kompleksna je seveda kmetijska suša, ki pa izpostavlja drugi element, ki ga te dve kategoriji ne, in to je vlažnost tal, vsebnost, namočenost tal, ki omogoča potem kmetijsko predelavo, in v tem primeru se seveda toliko jih ne zanima, čeprav je to soodvisno, seveda površinski vodni viri ali padavinski režimi. In tukaj je seveda tudi merska enota je potem drugačna, in to je obstoj rastlin, njihova prepojenost, vlažnost in tako naprej, ki jim omogoča rast, kar je seveda tudi odvisno od različnih kultur in podobno. Socialno-ekonomska suša je zadnja kategorija. Nekateri raziskovalci tukaj vpeljujejo še dodatne kategorije, ampak to je bolj za kakšen članek, kakor za tukaj nek uvodni govor. Pa nastopi takrat, ko povpraševanje po vodi, in to po vodi kot gospodarski doktrini, preprosto preseže ponudbo. Se pravi, ali gre za pomanjkljivo oskrbo zaradi vremenskih razmer, ali gre za slabo družbeno organizacijo, ki ni sposobna zagotoviti dovolj vodnih virov, ali pa za neugodne vremenske razmere. In seveda, vsa ta tipologija suš je seveda kar neke vrste krog. Ena pogojuje drugo. In zdaj, jaz sem jih naštel po vrstnem redu, kakor si običajno vzročno posledično potem tudi sledijo, in jasno je, da meteorološka suša seveda vodi, dolgotrajna meteorološka suša vodi v hidrološko sušo. In hidrološka suša se seveda zelo hitro preobrazi v kmetijsko in seveda ne nazadnje v socialno-ekonomsko sušo. In zaradi tega tudi suše same, ker zadevajo ne samo naravo, ampak tudi družbeno organizacijo, niso zgolj in izključno samo naraven pojav. Po svojem izvoru ja, ampak po svojem delovanju, po svojih učinkih so pa še kako družbeno-ekonomski pojav. Suše so kot del narave pravzaprav spremljevalec človeštva že od njegovega obstoja, vedno so bile prisotne in najbrž vedno bojo, saj se gibajo nekje približno v nekih srednjeročnih ali pa dolgoročnih ciklih podnebja, in suše same, kakor kažejo raziskave, so veliko bolj kompleksne kot same poplave, vzroki in posledice težje opredeljivi in težje napovedljivi. Materialno škodo seveda ob vsaki suši zelo hitro lahko izračunamo, težje in veliko več težav imamo z razumevanjem suš
na dolgoročni ravni, ne, zlasti pri dolgoročnih spremembah. Ker te pojavi niso vidni na začetku, vidni so šele v nekih daljše časovne perspektive in seveda ta negotovost, ne, odpira eno drugo vprašanje, ne, ker nam kaže eno ne najbolj prijetno podobo sveta. Ta svet je nepredvidljiv, je negotov in seveda je negotovost sestavni del človeških družb, predvidljivost pa je prej izjema kot pravilo in s tem se seveda tudi odpre vprašanje družbene organizacije, konceptov kriznega upravljanja družb ali pa obvladovanja naravnih družbenih ekonomskih tveganj in tukaj vsaka družba ima neke svoje specifike. In jasno je, da se v tem kontekstu potem same suše kažejo kot precej zahtevno raziskovalno vprašanje in nekako razumevam tudi današnjo konferenco s tem, da je bila ravno ta težavnost ali pa zahtevnost, neka motivacija, da se začne razprava o sušah, od teh, kot bi rekla Nevenka Bogataj, krhkih razmerjih, samo že takrat rekel, da mi je ta izraz zelo všeč, krhka ravnotežja, med naravo in družbo in med vodo, ki je ni, in pa samimi z ljudmi. Zdaj, jasno je, da ta konferenca odpira nek prostor razprave, pravzaprav bi rekli tako, za stališča zgodovinarjev prvič, da odpiramo tako razpravo in ta razprava se seveda še kako zaveda, da suše niso zamejene z državnimi ali pa kulturnimi mejami, zato je v konferenco vključen tudi širši regionalni pogled z vabljenimi gosti iz tujine. Ob tem pa seveda tudi treba opozoriti, da nekak splošna resnica je, da tudi nekritično sprejeta, da preteklost določa sedanjost. Ampak mislim, da bi včasih morali ta pogled obrniti in izhajati iz sedanjosti, kajti sedanjost je tista, ki nam določa, kako mislimo preteklost, zato pa je ta preteklost vedno nova in nas vedno znova preseneča in mislim, da gre tukaj za ta kar pomemben korak. In še druga prednost tega je seveda prisotnost kolegov iz drugih strok, kar je seveda zmeraj dobrodošlo, kajti ko odpiramo vprašanje okoljske zgodovine, zelo hitro trčimo, da kot posamezna disciplina zelo težko podamo neke dovolj relevantne in široke odgovore. In vsako znanje, ki so nam ga pripravljeni posredovati kolegi iz drugih strok, je seveda in biti v dialogu z nami je več kot dobrodošlo. Jasno tudi je, da vsega ne moramo narediti, ne povedati naenkrat. In to tudi ne bi imelo nobenega smisla, da bi si domišljali, da to lahko storimo, saj sveta, v katerem obstajajo dokončne resnice, pravzaprav ni in si ga tudi, sem prepričan, nihče od nas ne želi. In zaradi tega tukaj bodo predstavljene študije primerov, vsaka študija predstavlja nek sušni fenomen v nekem določenem časovnem izseku, ampak že ko sem prebral povzetke, se mi zdi, da na koncu konference bo kar lepo razvidna neka široka paleta raziskovalnih vprašanj, pristopov in pa seveda, kar je zelo pomembno, že zdaj možnih odgovorov in različnih interpretacij. Konferenca bo seveda v obliki zbornika pustila trajno sled, tako kot je običajno. Za prvi korak se mi zdi to kar veliko, upam ali pa upajmo vsi skupaj, da ta korak v naslednjih letih ne zasane in da se in dialog in pa odpiranje teh okoljskih tem nadaljuje. Jaz bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, zahvalil bi se pa seveda tudi vsem tistim kolegom, vsem kolegom, ki sodelujete tukaj s svojimi referati za vašo pripravo prispevkov in pa njihovo predstavitev. Hvala lepa za pozornost.